Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tretji oddaji Zdravje v naših rokah, ki jo pripravljamo na osrednji pomurski televiziji TV Ideja. V prvi oddaji smo vam poskušali približati vinogradniško panogo in pridelavo vina, v drugi oddaji pa izzive, s katerimi se soočajo lokalni pridelovalci sadja in zelenjave. Želeli smo vam prikazati, da imamo tudi v lokalnem okolju sadjarje in zelenjadarje, ki pridelujejo in predelujejo zdravo sezonsko sadje ter zelenjavo po principu sledljivosti od njive do krožnika. Tak način pridelave krepi zaupanje kupca in pomaga pri lokalni trajnostni oskrbi. V tokratni oddaji pa bo beseda tekla o izzivih v sodobnem poljedelstvu. Pogovarjali smo se z Brankom Viragom, direktorjem družbe Panvita kmetijstvo. Panvita je eden najpomembnejših slovenskih agroživilskih sistemov, zato smo se obrnili na gospoda Viraga, da nam predstavi svoje poglede na integrirano pridelavo hrane, prehransko varnost in tržne izzive. Kako se s tem spopadajo manjši lokalni pridelovalci hrane, pa nam bo povedal Dejan Jakob iz Lipovcev, mladi prevzemnik kmetije, ki dodatno vrednost svoje kmetije prav tako vidi v sledljivosti od njive do krožnika. Razložil nam je, da njihova pot do prepoznavnosti in zaupanja kupcev ter trgovskih verig ni bila lahka. Potrebna je bila vizija in vztrajno zasledovanje ciljev. Preden pa prisluhnemo pogovoru s strokovnjakom in bolje spoznamo zgodbo Dejana Jakoba iz Lipovcev, pa poglejmo nekaj zanimivih dejstev. Njive v Sloveniji zajemajo približno 174 tisoč hektarjev oziroma 36% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Na več kot polovici njiv v Sloveniji pridelujemo žita za zrnje, sledijo njive za pridelavo zelene krme, industrijske rastline ter korenovke in gomoljnice. Domača proizvodnja žit dosega okoli 600 tisoč ton, domača potrošnja pa presega 880 tisoč ton. Samooskrba z žiti je tako manj kot 70-odstotna. Kmetijstvo je spričo podnebnih sprememb in geopolitične nestabilnosti pred velikimi izzivi, saj se cene pogonskih goriv in gnojil hitro dražijo. Vse to posledično vpliva tudi na zmanjšanje količine pridelane hrane in na njeno ceno. Vabimo vas, da prisluhnete Branku Viragu, ki nam bo povedal, kako se kmetijstvo prilagaja novim razmeram. Branko Virag, direktor Panvite kmetijstva. Nekako poljedelstvo je pravzaprav prva stopnica v integrirani pridelavi hrane in tako zagotavlja tudi kakovostno surovino za živila, proizvodnjo kakovostnih živil. Kako dobro pravzaprav gre slovenskemu, uspeva slovenskemu poljedelstvu držati korak s časom in sodobnostjo? Ja, slovensko poljedelstvo nekako drži korak z časom. Seveda ne tako kot najbolj razvite severne države, vendar vsled evropski politiki, ki je že praktično 20 let nekako subvencijsko naravnana, da spodbuja investicije za poljedelstvo, se tudi slovensko kmetijstvo nekako sorazmerno z temu primerno razvija in nekako sledi ta trend. Spodbujanje prehranske varnosti je pravzaprav eden od temeljnih ciljev in pri tem nekako dve usmeritvi. Na eni strani čim več zagotoviti eko prehrane oziroma zdrave prehrane, na drugi strani pa seveda, da je ta hrana tudi cenovno dostopna tistim, ki so, to je ljudje, ki so zadnji kupec te hrane. Ja,
To si je nekako eno z drugim v nasprotju. Če želimo imeti mi zadostne količine, predvsem doma proizvedene hrane, se ta večji del pridela na nek konvencionalni industrijski način. Po drugi strani pa je vse več kupcev tistih, ki si želi neko ekoproizvodnjo, ekoprodukte. To pa vemo, da je obratno sorazmerno z količino. Se pravi, čim se kvaliteta oziroma bolj ekološkost proizvodnje zvišuje, tako na drugi strani pada količina teh produktov. Vendar vemo, da je teh kupcev po take vrste proizvodih trenutno še malo, ampak se pojavljajo. Se pravi, potrebe potrošnikov so. Na drugi strani pa je trenutno vse večja težnja po produktih, ki so pridelani na nek konvencionalni način, kjer je v ozadju primerna cena za vse večjo populacijo potrošnikov. Koliko lahko konvencionalno poljedelstvo pravzaprav odgovarja na klimatske in tržne seveda zahteve danes in kako so pravzaprav to dogaja pri vaših kooperantih, se pravi pri ljudeh, ki kmetujejo in so povezani z vašim sistemom? No, najprej bom tako rekel, skupina Panvita praktično že, lahko povemo, vsaj 20 let sledi tem trendom, se pravi spremembe v okolju, ki so tu in so neminovne, se jih ne moremo izogniti. Se pravi, z načinom kmetovanja mi se moramo prilagajati tej proizvodnji in naša vertikalno organizirana proizvodnja se popolnoma prilagaja temu. Tako da v to našo integracijo upoštevamo mi tudi približno 1500 kmetijskih gospodarstev, ki nekako sodelujejo z skupino Panvita. Naj si bo to na področju poljedelstva ali reje živali, se pravi prašičev, piščancev ali kaj drugega, in jih praktično z vsem strokovnim znanjem oborožimo, jim nudimo dejansko nekako te pogoje, da se lahko temu prilagajajo. Zraven zemlje, prsti je seveda osnovni element tudi voda. Koliko smo mi na tem koncu dežele v Muri, pa tudi vaše podjetje, koliko morda tisti manjši kmetje v sistemu namakanja deležni? Ja, glejte, eden od odgovorov na te spremembe v okolju, ki se dogajajo, je jasno ta založenost z vodo oziroma pomanjkanje vodnih bilanc. Skupina Panvita ima trenutno zgrajenih približno 800 hektarjev namakalnih sistemov. Mi imamo še v načrtu nekje za 400-450 hektarjev v bližnji prihodnosti izgraditi te namakalne sisteme. Da se pa vrnemo na to, v slovenskem razmerah je namakanih cirka tam 5 do 6 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč, kar predstavlja komaj nekaj procentov, tam okrog 4% kmetijskih zemljišč je v namakanju. To je izredno premalo. In če mi želimo kmetovati še naslednjih 50 let tu na območju Pomurja ali predvsem Prekmurja, bo izgradnja namakalnih sistemov neobhodno potrebna. Že več študij je na to narejenih, tudi mi v skupini Panvita jasno se pridružujemo tem študijam, ki priporočajo, da bi se naj praktično v tem pomurskem prostoru izgradili pogoji za namakalne sisteme, se pravi, da bi se zagotovili vodni viri, ker edini vodni vir na tem področju mi smatramo, da je reka Mura, in z reko Muro bi praktično morali si pridobiti te vodne vire. To je tako imenovani povezovalni kanal, ki bi nekako Muro in Ledevo povezoval tudi kontra, se pravi, da bi zalagal vodo v Ledevo in bi se ta spet, nekje v Lendavi vrnila nazaj v Muro. Se pravi, če smo pred 30 leti znali ali pred 40 leti znali razbremeniti Pomurje oziroma Goričko od odvečnih vod, da smo izgradili kanal obremenilne iz Ledave v Muro, bi ga sedaj mogli kontra narediti, da bi dovedel vodo za namakanje nazaj v Ledevo, oziroma na vsakih 10-15 km bi se naredila zajezitev oziroma tako imenovani žepi, ki bi bila področja za izgradnje črpališč za namakalni sistem. Na ta način bi komot na tem prekmurskem ali pa na pomurskem prostoru lahko nekih 3-4 tisoč hektarjev dodatno namakali. In to bi seveda predstavljalo dvoje. Prvič, direktno namakanje površin, kjer bi bili izgrajeni namakalni sistemi, po drugi strani bi se pa tudi
dvignil nivo podtalnice, ki je osnova poljedelske proizvodnje. Kajti vemo, da v današnjem času nam je reka Mura že nekako skoraj 1 meter poglobila podtalnico, kar pomeni, da so polja v daljši daljavi od same struge so že praktično na izsušenem področju in zaradi tega imamo tako pogoste suše. Če bi mi naredili ta razbremenilni kanal, bi se ta nivo podtalnice sigurno dvignil in to bi bilo osnova za nadaljnje poljedelstvo ob reki Muri levo in desno. K dvema temama greva, ki so globalnega pomena, seveda posledica dogodkov v Ukrajini. Pravzaprav prvo, koliko bo vplivala rast derivatov, energentov na to, da se bo tudi cena hrane kot posledično seveda v vašem poljedelstvu dvignila oziroma zrasla. Ja, glejte, jasno, da cena derivatov je zelo pomembna v strukturi stroškov same pridelave v poljedelstvu, predvsem pa še sama sestavina teh stroškov, to pa so umetna gnojila, ki so pa daleč presegla vse rekorde, kajti 300–400% podražitev v roku 10–15 mesecev, kaj se je zgodilo kot posledica teh dogajanj ravno v Ukrajini in Rusiji. In to bo vsekakor vplivalo na uporabo tega gnojila, ki ga je praktično primanjkuje v tem momentu. Ne samo, da so izredne cene, ampak ga tudi primanjkuje. To bo posledično imelo jasno manjšo uporabo teh gnojil v poljedelstvu. Posledično bojo seveda nižji pridelki, nižji povprečni pridelki v slovenskem poljedelstvu pomenijo manj hrane za slovenskega potrošnika. Po drugi strani pa morda ravno ta zgodba napeljuje na nekaj dobrega, namreč če smo prejšnje leta naše žitarice izvažali pa kupovali cenejše na trgu, sedaj se trg seveda drugače odziva, zunanji trg, pa se mi zdi, da letošnji odkup žitaric bil kar dober prav z vidika tega, da bolj nekako stremimo v samooskrbo in da je čedalje več pšenice v slovenskem kruhu, naše slovenske. No, s tem bi se strinjal. Glejte, v letošnjem letu ali pa vsi ti dogodki so nekako vplivali na to, da vsaka država vse bolj poskrbi nekako za svojo prehransko varnost. In kakorkoli v letošnjem letu je tudi v domačem odkupu bilo kljub suši, ki je botrovala v poletnih mesecih, odkupljene dosti slovenske pšenice, predvsem z tega vidika, ker je vsa načeloma ostala doma. Ni šlo za neko izvažanje te pšenice ali, kako bi rekel, neki špekulativne nakupe in preprodaje v Italiji oziroma v okoliške države. Ker če vzamemo, mi imamo v slovenskih razmerah nekje tam 30.000 hektarjev se v zadnjih 5–6 letih seje pšenice in če bi to pomnožili z nekim povprečnim pridelkom 5–5,5 ton, kot ga imamo, je to 150–160 ton pšenice za slovenskega potrošnika. To predstavlja dovolj, vendar jo moramo samo za ta namen tudi posejati in požeti. Branko Vira, kot veliki poznavalec razmer v kmetijstvu, kako pa morda čisto ob koncu poskrbeti za večjo samooskrbo s prehrano Slovenk in Slovencev? Nenazadnje tam po osamosvojitvi smo imeli ta delež precej visok odstotkovno, potem pa je to začelo padati, nihati. Morda kakšen vaš nasvet? Ja, gledajte, jaz mislim, da država kot osnova za zagotovitev prehranske varnosti praktično z novo perspektivo mora zagotoviti takšne pogoje, da bo pridelovanje prvič koristno, drugič stroškovno pokrito, da bo uspešno in da bojo ljudje imeli voljo delati na kmetijstvu, se pravi, da bojo čim več proizvedli produktov, ki bojo na voljo za slovenskega potrošnika. S tem skrbimo za to, da bo prehranska varnost višja, da bojo več ljudi imelo delo in seveda se bomo vsi tudi bolje zdravo počutili. S tem prispevamo tudi, da bodo ostale blagajne iz proračuna manj trošile.
Slovenija ne pridela dovolj hrane za potrebe svojega prebivalstva, zato manj kvalitetna uvožena hrana izpodriva izdelke domače proizvodnje. Tega se še najbolj zavedajo lokalni pridelovalci hrane, med njimi tudi Dejan Jakob iz Lipovcev, diplomant Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, ki se je po študiju odločil, da s pomočjo družine nadaljuje razvoj družinske kmetije. Svojo poljedelsko zelenjadarsko kmetijo so nadgradili tudi z turistično ponudbo, saj izletnikom na svoji lepo urejeni kmetiji nudijo prostor in okusne domače jedi. Kmetijo Jakob v Lipovcih zadnjih nekaj let vodi mladi prevzemnik Dejan Jakob, ki je sicer na kmetiji delal že, ko so jo vodili njegovi starši. Oče je kmetijo prevzel v 70 letih od svojih staršev in jo več let vodil v obredni službi. In potem se nekako skozi leta odločil, da službo zamenja za kmetijo. Takrat smo tudi začeli z živinorejo, z rejo krav. In to je vse bilo nekje do začetka 90-ih let. Takrat se je kmetija preusmerila v prašičerejsko kmetijo, prašičerejsko poljedelsko kmetijo. Ampak skozi vsa ta leta smo pa tudi pridelovali zelenjavo na večjih površinah, se pravi, že je bilo takrat pridelava zelenjave profesionalna. Sčasoma so se v družini Jakob še bolj usmerili v zelenjadarstvo in predvsem v poljedelstvo ter precej povečali pridelovalne površine. Pozneje po mojem dokončanju srednje šole in seveda nadaljevanjem na študiju na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru sem nekako jaz prevzel to pobudo. V letu 2015 sem tudi bil mladi prevzemnik, ter takrat smo začeli še bolj povečevati te površine, še bolj se nekako intenzivirati oziroma profesionalizirati. Tako da zdaj lahko povem, da obdelujemo cirka 82 hektarjev kmetijskih zemljišč. Od tega je namenjeno 5 do 6 hektarjem zelenjavi. Ostalo so konvencionalne poljščine, ter tudi seveda nekaj alternativnih poljščin in drugih alternativnih kultur. Kljub temu, da niso tipična poljedelska kmetija, tradicionalnim poljščinam vendarle namenjajo največ površin. Pšenica je zasejana na največjih površinah, potem jih sledijo ječmen, koruza. V prejšnjih letih smo se dosti ukvarjali tudi s sončnicami, nekaj časa z sojo, ter seveda pri nas predstavlja tudi velik del proizvodnje in tudi dohodka pridelava zgodnjega in poznega krompirja. Aktualno dogajanje po svetu se pozna tudi pri slovenskih kmetih, ki letos niso imeli težav z doseganjem primerne cene za njihove pridelke. Tudi v zadnjih letih sicer ni bilo tega problema po prodaji koruze, ječmena, pšenice, bilo katere druge poljščine, ki je bila predelovana na naši kmetiji. Se pa nekako soočamo v zadnjih letih z problemom pri prodaji zelenjave, oziroma ogromno je govora pred tem, da ni lokalnega, da ni tega, da ni drugega, mi pa vseeno imamo te probleme, da težko oziroma dosti naporov moramo vlagati v to, da zadeve stečejo naprej. Kot mladi prevzemnik kmetije Dejan Jakob neposredno čuti učinke skupne kmetijske politike Evropske unije, a si s tem postavlja tudi nekaj vprašanj. Skupna kmetijska politika pomeni za vsakega profesionalnega kmetovalca velik vir dohodka oziroma socialno varnost oziroma tisti nadomestek, ki ga subvencije prenašajo do tega, da lahko nekako likvidno poslujemo na sami kmetiji. Seveda se tu postavlja ogromno vprašanj. Seveda Evropa zahteva od nas ogromno omejitev, tudi sama država tako nam prepoveduje marsikaj, kar bi nam na primer lahko olajšalo tudi delo. Seveda tu se poraja ogromno enih vprašanj, kakšna bo ta perspektiva, v kateri smeri bo to vse vodilo, ali bomo v tem zajeti vsi člani Evropske unije, se pravi, da bomo enakopravno obravnavani, na primer Nemci, Nizozemci, Slovenci, Hrvati in tako naprej. In seveda na koncu sama matematika, kaj bomo od tega vsega imeli. Slovenija je butična država praktično. Pri nas masovna proizvodnja enega proizvoda je zelo težka. Sigurno je to dosti drugače v državah, kjer so milijonski narodi, in tam seveda je povpraševanje po nekih dotičnih in enoličnih zadevah dosti večje kot pri nas. Pri nas zaradi tega, ker so tudi kmetije specifične,
Eni se ukvarjajo z točno določeno smerjo, niso pretirano veliki, se hitro prilagodijo temu in so seveda tudi zelo inovativni. Pri nas je to mogoče hitro spremeniti. Naprimer, ko pa že enkrat zrasteš, ko si nekoliko večji, takrat pa je glavnina same proizvodnje mora biti nekako linearno začrtana, se pravi, to nas tudi omejuje v eni smeri kolobar, da si ne moremo izmišljevati vsako leto nekaj novega oziroma da bi to spreminjali stalno. In tudi sama ta prepoznavnost je zelo pomembna. Ko si enkrat na tržišču, je zelo pomembno, da držiš neko tisto svojo kvoto, da tudi tisti kupec oziroma tisti tvoj kooperant, kateri od tebe kupuje, lahko na tebe računa. Pred 8 leti so se na kmetiji Jakob lotili tudi turistične dejavnosti. Takrat so zgradili sodoben objekt, kjer kot izletniška kmetija sprejemajo zaključene družbe in z dobrotami iz njihove kuhinje vedno poskrbijo, da se obiskovalci počutijo dobrodošle in domače. Sama zgodba je v bistvu že dosti starejša, kot se je to zgodilo zdaj. Se pravi, da ni to ideja na vrat na nos, se pravi od danes na jutri. To je bila želja mojih staršev že pred recimo 20 let nazaj. Takrat smo mislili to dejavnost vzpostaviti doma, ampak smo te nekako z dokupom teh parcel, prej to ni to naša centralna kmetija, ker smo doma čisto na eni drugi lokaciji, smo dokupili te parcele tu, kjer je zraven tudi gramoznica, športni center, oziroma gramoznica sedaj je to preurejeno v en lični park, kjer se tudi odvija športni ribolov in tako naprej. In takrat je nekako prišlo v tistih letih, to zdaj točno se ne spomnim, katero leto je bilo, ampak je tudi nas k temu spodbudil en razpis evropskih sredstev. Takrat smo tudi na ta razpis kandidirali, smo se nekako sedli za mizo, smo povedali, hočemo to, nočemo to, smo takrat soglasno povedali, da ja. Smo se prijavili na ta razpis in seveda bili uspešni. Takrat je pa seveda zgodba šla naprej. Brez tiste pomoči sigurno ne bi tega sami zmogli, ker je to vseeno investicija, katera je bila nekaj malo manj kot $500 000. Pot od njive do krožnika je tako na kmetiji Jakob izjemno kratka. Gostom namreč v izletniški kmetiji ponujajo pridelke, ki zrastejo na bližnjih njivah. Vsekakor se nagibamo k temu, da je pomen slovenskega kmetijstva tudi v tem, da lahko to ponudimo, se pravi od njive do krožnika. To je nekako bila že zgodba kmetijskega ministrstva iz prejšnjih let, ampak seveda vse te zgodbe je treba tudi udejanjiti in seveda je to ena izmed tistih, kako bi povedal, sedaj finaliziranih stvari, se pravi, da se je tudi stanje udejanjilo. Na kmetiji Jakob ne manjka tudi smelih načrtov za prihodnost. Morda bodo v prihodnje na izletniški kmetiji ponujali tudi prenočitve, zagotovo pa bodo pri pridelavi poljščin in zelenjave še več poudarka dali uspešnejšemu nastopu na trgu. Naši načrti za prihodnost so večinoma povezani s tem, da nekako linearno delamo naprej v tej smeri, kot smo si jo začrtali že pred leti, se pravi, da nadgrajujemo samo kmetijstvo. Seveda naša želja je tudi potem, da zgradimo neko skladišče. Tu nas predvsem zanima skladišče za zelenjavo oziroma skladišče krompirja ter čebule. Ter nekako razmišljam jaz osebno v tej smeri, da bomo se v tej smeri tudi probali še bolj profesionalizirati, se pravi z inovativnim pakiranjem, z boljšim pristopom pa s tem tudi z boljšim pristopom do kupcev. Jasna vizija, znanje in trdo delo so temelji uspešne kmetije. Zelo dober dokaz, zato je kmetija Jakob v Lipovcih. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratni oddaji Zdravje v naših rokah, ki je bila posvečena poljedelstvu. Dejstvo, da imamo zdravo, lokalno hrano na svojih krožnikih, sploh ni tako samoumevno, kot si nas večina predstavlja. Marsikateri dejavniki vplivajo na kmetijstvo in pridelavo hrane, zato je prav, da podpremo lokalne pridelovalce hrane, saj je naše zdravje tudi v njihovih rokah. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.